Živ, danes bomo pa na tako mašino pogledali pa probali, ki jo verjetno še marsikaj sploh videl ni. Avtomatska žaga Balfour. Preden pa tisto žago poženemo, pa pojdimo še pogledati, kva Balfour proizvaja. Balfour je italijanska znamka, ki proizvaja mašine za predelavo lesa v drva. Pa pojdimo kar tlele po vrst fletne pogledati. Bomo začeli pri sekularjih. Zraven je tudi Blaž iz BB Inoteka. Živ. Živijo. On je tudi zastopnik za tele stroje, mašine. Pa najbolj, kar ti malo poveš, če kaj takega za izpostaviti tlele. Ja, to so klasične krožne žage za razrez drv, za te manjše uporabnike. S temi krožnimi žagami lahko žagamo do fi 30 premera. Tukaj sta na kardanski pa na električni pogon, potem je še lahko na bencinski pogon. Žagin list je Vidja 700 fi, potem je še en večji model, kot je ta, da lahko žagamo tudi malo večja drva še. Drugače pa pač sama žaga je tako zasnovana, da je čim bolj skupaj zložena, to se pravi, da tole še damo tukaj zraven za podaljšanje korita, pa na drugi strani pa za dolžina reza. To se pravi, da je vsak vogal pospravaš fletna. Zraven tega sekularja pa je možnost tudi dobiti takole cepivc ali pa trak, ločeno ali pa prpet, tako da več enih dodatnih oprem. No, tole pa že ima bolj zanimiva reč. A je to že en konec avtomatske žage? Ja, res je, ja, ta je že avtomatski model. Isto lahko žagamo do fi 30, pa prav tako ima fi 700 Vidja žago. Žaga dela avtomatsko, vi samo drva nalagate v korito, pa ona sama dela. To se pravi, tule nastavimo dolžino reza, potem pa samo pač ustavljamo drva noter, pa žaga sama prime les, pa potem spusti les, pa les sam dol pade nazaj do te mere tukaj. Potem pa spet prime, pa spet odžaga. Koliko hitro pa gre to? Koliko to dela? Ta ima zmogljivost nekje od 6 do 7 kubičnih metrov na uro. To se pravi, tudi če nimaš drv not ali pa polena, bo on žagal? Tako, žaga ves čas enakomerno deluje. Ki je mehanska brez senzorjev? Tako, ja. Deluje pa vse prek hidropogona. Kardanska gre samo poganja črpalke, potem vse dela žagin list, pa vse te roke delajo vse prek hidravlike. Trak je dolžine 5 metrov, širine 40 cm, za pogon pa rabimo samo okrog 30 konjskih moči. Koliko pa je težje tega, če veš, mora biti? Okrog 600, dobrih 600 kg. A gre na uno le sosedno bulo? No, greva, ja. Tisla pa je. Ta prvo vprašanje, teža. Teža tega stroja skoraj 2 tone. 2 tone. Ko pa to pa je, na traktor pripneš in spredi trotočkom preklop, ali pa za viličarja. Pa drugo vprašanje, zakaj recimo je to toliko bolj, kot pa tista avtomatska žaga? Ja, kot prvo ima večjo zmogljivost. Tule imaš razrez minimalno 10 kubičnih metrov na uro, tam do 12 nekje kubičnih metrov na uro. Prvič zato, ker samo nakladaš in celoten les odžaga naenkrat. To se pravi, so 3 kline? Tako, to je večlistna krožna žaga, noter so 3 žagini listi, ki prerežejo celoten les naenkrat. To se pravi, ti prideš polena, bum, nosiš, tele grabijo. Te grabijo, to se pravi, to je tako kot zvezda, da se vrti in pač noter v krake vstavljaš les in ti kraki se ves čas vrtijo neprestano in žagajo. Spodaj je pa trak, ki odnaša pač razrezan les do tega traka, ta pa pol navzgor. Isto 5 metrski verjetno? Tako, isto 5 metrski, širine 40 cm. Najprej daš ketnico stran, spuštiš tale trak, potem zalaufaš kardan, da se začne vrteti trak, pa imaš pa sam tlele tipko, pritisneš, da zalaufa žagine liste, pa sam tega, pač, da poženeš krake. A to je varnostna zadeva? Tako, ja, da se začne vrteti. Tu vidim, da vse prek pump laufa. Blizu 200 litrov olja ima ta mašina, da vse to pogana prek hidravlike. Rabimo okrog 60 konjskih moči, v bistvu rabimo za pogon. Tu bomo pa tudi zalaufali tole mašino, da bomo še malo bolj pogledali. Pa bomo pa še malo več povedali. Vidim pa, da tlele pa tudi žaganje ven leti, a ne? Tamle prostramo naštima, da žaganje ven leti. Običajno si gor naštimo kakšen vrečo ali pa nekaj, da vrečo not leti. Drugače pa te žagine liste enostavno nastavljaš mehansko tamle na tistem vijaku, pa jih pomikaš levo pa desno. Ni drv brez cepivca. Ja, res je, ja. Pa ta prvo ležečega pogledava tegale. Tale ležeči cepivc je 22 tonski. Najprej tale del pomaknemo na ven, da potem samo tale del poriva les do sekire, ki pa je hidravlično nastavljiva po višini. Se pravi, da lahko samo na enega cepiš, lahko na 4, lahko pa tudi zamenjaš klin na 6 ali pa na 8 delov. Imaš pa več variant. Isto dvigujemo les, dvigujemo s tole hidravlično rampo, les sam gre gor, pade noter v mizo, pa potem se razcepa. Če pa kakšen malo debelejši, da ne razcepiš dovolj, pa sam tukaj zatakneš, potegneš nazaj, pa še enkrat. Da mi povej, zakaj je pa bolj uporaben ležeč cepivc na mest pokončnega?
Ja, to je za tiste, ki malo več cepijo, ne, pa ki imajo debelejša, da se ne rabiš preveč upogibati ves čas. To se pravi, ga spina fletna gor zavališ. Tako zavališ, pa ga gor zvrniš. Imaš pa pol še taj 22, pol 35, pa 45 tonski, pol je lahko še na elektropogon, tajnen kardanski. Še vitl dodatno lahko gor daš, to se pravi, da isto z vitlom potegneš. Drugače pa pol tudi opcije, da imaš kolesa, se pravi, da je vozen, da ga lahko pelješ, da ni samo nošen na 3-točkovni, ampak da ga isto pelješ kot parkolca. Ali pa pol, da je čisto na tleh v bistvu, pa isto na 3-točkovni parklop, ga sam na tla položiš, pa v bistvu sam gor daš, pa izcepiš. Pa imaš opcije malo morje. Je pa res za tale majhen več placa, pa domov garaš zasede, ja, ki je pa pokončen. Ta se v bistvu, to se vse gor zloži, ta gre gor. Ja, se vse glimo posprav, pa sveča not, pa vse je. Sveča not, tako da se še vsem zelo pride na majhen vse skupaj. No, pa še čisto klasičen spivc. Tega tako vse poznate, pokončen. Je kaj tazga? Koliko je ta 16 tonsk? Ta je 16 tonski, imate opcije od 7, 8, 9, 10 do 35 tonskega. Pa imaš pa isto lahko gor še vitel, lahko je mehanski, lahko je daljinsko voden, pa spet prek kardana, lahko je električni, lahko je bencinski. Pa so še manjši, da manj cepiš samo taka kratka polena. Drugače pa ti stroji vsi narejeni iz materijala Domex, da v bistvu pride nekako malo lažji. Da je stroj v bistvu tudi če je velik, da je še vseeno teža ni tako velika. Da je pa še rezalno cepilno, pa žago za laufat. All in one, to se pravi iz hloda v drva. Rezalno cepilni stroj. Tale je moj model v bistvu 414 oziroma 416. Tukaj gre do FI 40, pa potem 16-tonski cepilec. Tukaj zraven lahko pride še dodatna miza, odlagalna miza, da gor naložimo hlode. Ta stroj ima že vse priključke hidravlične, da priklopimo to mizo zraven. Potem samo hlode vlečemo not, odreže, pade les dol, pa tukaj razcep. Isto tle 4-delni, 6-delni, 8-delni, pa isto 5-metrski trak, 40 širine, so pa pol še večji, ta je 416, potem je pa večji 480, tisti je pa pol do 48 debeline, pa 22-tonski cepilec. Tle so komande mehanske, ja, lahko imaš mehanske, lahko imaš pa joystick. Kaj veš, koliko je teža? Mislim, da je 1500 kg. 1500. Tudi verjete na 3-točkovnega, a ne pa? Isto na 3-točkov, isto spet vse prek hidravlike, samo črpalko, pohana, kardan. Drugače pa obstaja tudi še en tak večji model, ki je vožen, tisti pa mislim, da je do FI 70, pa potem 50-tonski cepilec noter. Ampak tisti je pa res velik stroj, to je neka velika traktorska parkolca. Pa res, zares tista masovna predelava drv. Zdaj pa jaz mislim, da je caj, da gremo še malo v prakso, da ne vsa teorija. No, še malo žagalj. Dajmo prpet. No, takole pa še not pa izgleda. 3 kline, ki se jih tudi da pomikati levo, desno, da pa vse 3 nankrat odrežejo, da je polen v enem šusu narejen. No, pa še tole, ta malo verzijo avtomatske žage. Tale ima pa hidravličen trak za pomikanje. Evo, pa je to brzina, hitrik pa na roko. Pa še malo dol spustiti, da ne opre strmo. In ona v bistvu avtomatsko konstantno dela, pa če je roba not ali pa če ni. Verjetno je fajn, če imaš kar dosti točno odžagane tega polena. Enega človeka manj poj rabaš. Tale pa mero lovi. Je 30 centi del je naštelan. Zdaj pa še malo gasa, da bo še malo hitri. Evo, tam lahko biti kakšna prikola spodaj, ne pa ne kup. Malo smo pokazali, malo smo probali tele avtomatske žage. Če kakšnega, ki več zanimivo, se nekaj nate obrne, a ne? Ne blaža. Jaz bom dal tle malo kontaktnih podatkov od njega. Drugač boš pa tako kje, da se imel koment. Tudi ja. To dal kaj tega videti. Tudi ja. No evo. Po moje, da je kar vse tile. Kaj tudi v živo pridete pogledati. To je pa to za enkrat. Hvala ti. Evo, hvala tebi. Ajde, živ. Ajde, živ.
Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal, drugače pa pojdite malo obiskat spletno trgovino bobnar7.si. Tam so fajne cune gor, fajne artikle. Kaj se prvošte, no? Meni bo pa tudi veliko pomenil. Hvala. Živ!